Lepo pozdravljeni v enem takšnem pregledu, kaj nam prinaša leto 2024. V temle mojem zvezku so zapisani prehodi planetov, zvezdni vplivi in tokrat bomo na splošno pogledali, kakšno bo leto, kaj nam prinaša. Leto bo v znamenju Sonca, kar pomeni, da bodo v ospredju levi. In to pomeni tudi, da bo v ospredju en tak zanimiv kontekst človeštva, in sicer poudarek na skrbi zase, posledično na egoizmu. Poudarek bo namreč na fizičnem telesu, na tem, da oseba ali pa vsak bo moral poskrbeti za svoje osnovne potrebe. Tudi zato, ne samo zato, ker bo Sonce vladar celotnega leta, ampak tudi zato, ker bo celo leto severni vozel v tranzitih, se pravi severni vozel, ki poudarja nekaj, kar je v ospredju, bo v znamenju ovna. To pomeni, da bodo ovni v ospredju prav tako kot levi in ovni bodo imeli možnost ustvariti vse tisto, kar si želijo, sočasno pa bo seveda to pomenilo, da bodo vidni. Oni se ne boste mogli več skrivati pred svetom, niti se delati, da ste ubogi ali kakršnikoli, ampak boste v ospredju. In človeštvo kot tako bo v naslednjem letu imelo potrebo in priložnost izpostaviti se, lahko da bodo določeni odnosi padli zaradi tega, da možnosti bodo za samorazvoj velike. Sočasno se bo, ker južni vozel pa v drugem letu je že od 12. julija 2023, se pravi od letos poleti, južni vozel pa gre skozi znamenje Tehtnice, kar pomeni na splošno, da ljudje osvobajamo ali prečiščujemo odnose. Lahko, da boste srečali številne stare znance, se pogovarjali o starih zadevah, tisto, kar ste mislili, da ste že uredili, bo spet prišlo na plano, če res niste globinsko osvobodili. Tako da na en način bo moč v tem, da se postavite zase, da se postavite v ospredje, da prevzamete odgovornost zase in za svoje življenje. Na drugi strani pa bo sočasno potrebno osvoboditi odnose, da boste sproščeni in lažje šli naprej. Vladar, kot sem že rekla, je Sonce, tako da v ospredju bodo levi, ki bodo imeli podporo, da naredijo kaj zase, da se postavijo v prve frontne vrste, predvsem za svoje življenje, da se nehajo prilagajati, delati kompromise, kajti levi preprosto to ne smejo početi za srečno in zadovoljno življenje. Jupiter je v znamenju Bika že od preteklega maja in do 26. maja 2024 bo še vedno v znamenju Bika, kar pomeni, da je to ogromno čas enega leta, ko se ustvarja obilje. Jupiter v Biku kaže tudi to, kaj je tisto, kar je potrebno prizemljiti, realizirati, materializirati. Lahko, da ste nekateri šli v večje zapravljanje, kot je potrebno, in ste v bistvu se veselili, uživali v hedonizmu, kajti Jupiter v Biku to spodbuja. Po drugi strani pa lahko, da boste predvsem Biki in Strelci lahko v tem obdobju do konca maja drugega leta, v letu 2024, naredili večje premike, kar se tiče materialnih dobrin, si zagotovili hišo, premoženje, določene stvari uredili, kar sicer niste zbrali energije ali moči. Od 26. maja naprej v letu 2024 pa preide Jupiter v znamenje Dvojčkov, kjer ostane do 9. junija 2025, kar pomeni, da v tem času Jupitra v Dvojčkih od konec maja naprej bo poudarek na komunikaciji, na medosebnih odnosih, na ožjem sorodstvu, na načinu razmišljanja, pazljivi boste morali biti glede stvari, ki si jih premislite, kajti Jupiter lahko vas pelje zelo močno v eno smer, pa potem v drugo. Tako da po maju boste predvsem odprti za komunikacijo in v ospredje glede materialnih dobrin bodo prišli dvojčki. Dvojčki bodo kar naenkrat v juniju začeli videti priložnosti, se odprli za različne posle, se aktivirali in to bo potem šlo v pozitivno smer, predvsem vsi. Od maja naprej, konec maja, ko bo Jupiter prišel v Dvojčke,
pa bo se več komuniciralo, veliko več, lahko da bo nastala kaos, zmeda in podobno, kajti vse se bo pretiravalo v tej smeri. Ker je nasproti Jupitra, Jupiter je tisti planet, ki prinaša stike s tujino, komunikacijo, velike posle, v nasprotju z njim je Saturn oziroma njegova komponenta druge strani je Saturn, ki pa je v znamenju Rib in bo celo drugo leto še prehajal v znamenje Rib, kar pomeni, da se bo naš stik z naravo prizemljil, možnosti bodo za racionalizacijo določenih čustev, ribe bodo doživele večji red in željo po redu, kozorogi boste imeli željo po stabilizaciji svojih čustev, nehali boste bluziti in iskati nekaj na koncu vesolja, ampak boste našli čustva zelo bližje sebi. No in Saturn bo pomagal ne samo omejiti, prizemljiti čustva, ampak tudi duhovnost. Integriteta, lastne vrednote, prihod zlate dobe se bo začel na način, da se bo začelo prizemljevati vrednote, najvišje vrednote vaše duše. To je z vidika teh potencialov. Neptun je še vedno v Ribah in bo celo leto 2024 v Ribah, čeprav je že zelo proti koncu in Neptun preide 30. marca 2025 v Ovna, kar pomeni, da Ribe zaključujete svoj cikel karmične prenove in tudi, da ljudje zaključujemo sodelovanje z, kako bi rekla, naravo na en tak intuicijski način. Se pravi, da leto 2024 je še tisto leto, ko bomo z Neptunom lahko zelo sodelovali z morji, s polji miru, z naravo, z biti krajev. Potem po marcu leta 2025 pa se bo Neptun šel v znamenje Ovna in se bo intuicija usmerila v svoj instinkt z povezavi s telesom in bodo oni začeli svoj proces osvobajanja, napačne intuicije, osvobajanja čustev, poglabljanja vase in tako celotno človeštvo bolj usmerjeno z intuicijo v fizično življenje, v lastnega sebe. Pluton z drugim letom oziroma preide spet v vodnarja in sicer najprej je prišel v vodnarja 23. marca letošnjega leta 2023, kar pomeni, da se je takrat začel en tak uvod v to, kaj se bo dogajalo. No in Pluton pride ker je Pluton vladar podzavesti, podzavestne moči, pride v letu 2024 v vodnarje za daljši čas in sicer od 21. januarja pa do 2. septembra bo ves čas v vodnarju, kar pomeni, da bo že to obdobje, boste že imeli boste na preizkušnji ali pa ne samo vodnarji, ampak vsi skupaj v smeri altruizma. Vodnarji boste imeli občutek moči, hkrati boste odgovorni za precej, kako bi rekla, ne sprememb navzven, ampak odnosa do vsega. Kot da boste sprožilec tega, da se stvari spreminjajo in ker je Pluton planet podzavesti, je dobro, da ste si na čistem, kaj so vaše želje, strasti, kje so ujete, kje so skrite. No, to bo prihajalo na plano predvsem psihična karma, psihične stvari, zato je dobro, da ali se naučite, kako stabilizirati svoj skozi meditacijo ali pa dobrodošli na zmenek z dušo, tam se to naučimo čisto tehnično. Od 2. septembra bo šel Pluton še za kratek čas v retrogradno fazo, samo na 29 stopinj stopi v Kozoroga, kar pomeni, da bo celotno človeštvo imelo še drugo leto na jesen priložnost ozavesti določene stvari, transformirati vse, kar je še potrebno za
stike z zemljo, za nove temelje in kozorogi škorpijoni boste imeli še zadnjo šanso spremeniti, kar se tiče svojih temeljev, osnovnih, družinskih, materialnih, blagostanja in podobno. Ker je na 29 stopinjah, 29 stopinje so jasnovidne, jasnočutne, takrat boste videli stvari drugače in je to darilo za marsikatero spremembo, ne samo škorpijonov in pa kozorogov, ampak za celotno človeštvo. Da se pokaže resnica takšna, kot je, da stari sistemi padejo in tega se bojijo, da pa propadajo zares, in da se ustvarja nova družba s pomočjo Plutona v vodnarju, ki predvsem mora mora iti v altruizem in preseči uranovske vodnarjeve tehnologijo, da se človek ne podredi tehnologiji, ampak obratno, da se človek podredi altruizmu, sodelovanju drug z drugim z vidika duše za vsako ceno in da je računalništvo in podobne vse te umetna tehnologija podrejena človeku in ne obratno. To bo ena taka balans, bitka, ki se bo dogajala v bodočih letih. Čisto taka podzavestna vojna, ne toliko zavestna, kot si mislimo, ampak podzavestna. Do takšnih večjih drugih vojn, stanj ne bo prišlo, že ta bo dovolj, se pravi, da tehnologija naj bo podrejena vam in ne vi tehnologiji, pa ste v pozitivni smeri usmerjeni v plus človeštva. Črna luna je od 3. oktobra letos pa do 2. leta v znamenju Device, kar pomeni, v znamenje Tehtnice pride že 29. januarja, kar pomeni, da boste Device imele v bistvu tak dober štart v leto 2024, malo boste oporne z eno močjo, potem pa s koncem januarja pride črna luna v Tehtnico, kar pomeni, da bo sočasno se osvobajala karma, pa hkrati bo določena trma zraven, kar pomeni, da bodo predvsem Tehtnice pridobile na moči, ampak je dobro, da se zavedajo, čemu se upirajo, da se upirajo smiselnim stvarem in ne proti sebi. Sicer bo človeštvo ali pa med sabo bodo odnosi malo naporni oziroma naporni bodo, če ne boste dovolili drugim, da so takšni, kot so, in poskrbite predvsem za lasten samorazvoj. To je v prihodnjem letu pomembno. Sicer zna sončevo leto prinesti, kot vem iz izkušenj, vsakih 7 let se spremeni, in leto 2024 je sončevo leto, kar pomeni, da bo individualnost človeka prišla v ospredje, sočasno tudi zadovoljstvo samim sabo. Mars bo šel skozi kozoroga, vodnarja, ribe in prišel do leva, kar pomeni, da bo volja aktivirana z pomladjo in nekako volja bo na razpolago. Mars bo šel retrogradno šele decembra, kar pomeni, da bo takrat od decembra do februarja bo eno tako zatišje z voljo in bo čas za introvertiranost, za pogled vase decembra 2024. Venera gre celo leto 2024 direktno, kar pomeni, da harmonija, ljubezen bo, da se bo lepo prepeljalo skozi vse znamenja in da bo nekako harmonija znotraj v čutenju samega sebe in drugih dobra. Ne bo težav. Merkur pa gre retrogradno v ognjenih znamenjih, kar pomeni, da boste imeli čas in priložnost za razmislek o svoji strasti, o svojem odnosu do duše, o svoji moči, ki jo kot duša imate na zemlji, tako da to bodo obdobja, prvi retrogradni čas Merkurja bo v Ovnu od 2. aprila do 25. aprila, drugi potem od 5. avgusta do 28. avgusta in pa zadnji v Strelcu od 1. decembra do 15. decembra. To so 3 obdobja, ko je dobro, da imate takrat čas zase in pa za svoje veselje in ne začenjate nič na novo, kajti bo še v retrogradnem v ognju, kar pomeni, da bo več lahko težav takrat v tistem času, tako da takrat
v tem obdobju se izogibite majstrov novega dela, nove reorganizacije, česarkoli. Se pravi, od 2. aprila do 25. aprila, od 5. avgusta do 28. avgusta in pa od 1. decembra do 15. decembra. To je obdobje mirovanja, zatišja, razmišljanja o sebi, o svoji duši, svoji strasti, doživljenju in podobno. Še pogledamo mrke. Danes sem si jih kaj zapisala. Sončni mrki in lunini mrki so predvsem v znamenju, jesenski v znamenju Tehtnice, lunin mrk še v Devici, ja, tako, lunin mrk je v Devici, sončni v Tehtnici, kar pomeni, lunin je v Ribah. Lunin mrk 18. septembra je v Ribah, kar pomeni, da bo določen aspekt naše duhovnosti moral doživeti transformacijo, medtem ko sončev mrk je v Tehtnici, kar pomeni, da se lahko določeni odnosi odmaknejo, izginejo. In lunin mrk pomladanski je v Tehtnici, tako da bo že takrat nakazano, kateri odnosi že 25. marca bo že ob luninem mrku nakazano, kateri odnosi so problematični, na katerih morate kaj narediti, če ne želite, da vam te osebe izginejo. Medtem ko sončev popolni mrk se zgodi v znamenju Ovna, in sicer 8. aprila, tako da takrat aprilsko dogajanje bo pestro, tako fizično kot čustveno. Pred sončevim mrkom bo torej lunin mrk v znamenju Tehtnice in tako potem na jesen 18. september in pa 2. oktober. To je 4 mrki, 2 sončna, 2 lunina in predvsem v znamenju odnosov in pa stika z samim sabo. Tako da drugo leto je prebojno v tem, kako doživljate sebe, kako vrednotite druge, kaj vam je pomembno in predvsem razmislek o tem, o svoji strasti, o svoji regeneraciji in stiku z dušo. To je, kar se tiče leta 2024. Če si želite, da naredim, kot sem lani, bolj podrobno za vsako znamenje posebej, mi to zapišite v komentar, zapišite, kaj ste po horoskopu in ja, da želite bolj poglobljeni horoskopski uvid v leto 2024. Če to seveda želite, da ne bom brez veze nekaj govorila, ker tisti je bil res 2-urni, če se spomnite za leto 2023, če pogledate na YouTube kanalu, je bilo kar precej za preposlušati. No, če si želite, pripravljeno imam, lahko vam to podam naprej, tudi ob tem, kako se pripraviti. V vsakem primeru pa delo na sebi, na iskrenosti, na integriteti, na svojih čustvih, fizičnem zdravju in iskrenem odnosu do sebe, do svoje duše in potem do vseh ostalih. Hvala vam za pozornost in srečno.